Nas zanima, ali se boste včlanili v Slovensko ljudsko stranko, postali njen del in spoštovali njena pravila igre. Statut, poslovnike pač, ki bodo priložnostni oziroma. Najprej za to vprašanje je rahlo čitajoče, ali do sedaj nisem spoštoval slučajno po vašem mnenju pravil igre Slovenske ljudske stranke. Niste član in ne vemo, vi kot svoboden državljan lahko delujete tako in drugače. Se strinjam. Ko ste enkrat v nogometnem klubu, pač morate pravila Zato pa me zanima, vi ste povabili sodelovanju, in morda da najprej predstavite svoje videnje, pogoje, vse to me zanima. Zdaj med kar ad hoc napast, s takim malce grobim vprašanjem se zdi morda malo neprimerno, ampak vsekakor, če bi bilo sodelovanje tako, katerega bi verjel v smislu, da lahko v političnem prostoru dosežemo spremembo, sem pripravljen sprejeti tudi take pogoje, kot je članitev. Ampak najprej bi vam prisluhnil, kaj imate za ponuditi. Oziroma, kje vidite moje mesto, ker če ga ne vidite, zakaj bi se včlanjeval v neko stranko, za katero niti ni jasno, ali želi ostati kot samostojna stranka, ali kot del recimo priključitve k Novi Sloveniji. Naj kar takoj povem, da mene Nova Slovenija ta zgodba ne zanima. Imam svoje mnenje Novi Sloveniji. Potem notranjo demokracijo, da treba spoštovati, se strinjam. Jaz nikoli tega nisem kršil. Ideje, da bi jaz bil predsednik, niso moje. Mene so ljudje spraševali in sem rekel, če smo o tem dogovorili, sem tu pripravljen sprejeti, ker vidim v tej stranki potencial. To ni bila moja igra. Potem pa zaprti krogi, ko se gre v javnost, se zelo strinjam. Zdaj tukaj bi naslovil dve stvari. Glavni odbor. Napaka glavnega odbora je bila ta, da se mene ni poklicalo. Mene predsednik pred glavnim odborom ni poklical. Torej, gledajte, ko pride taki trenutki, vsak pameten predsednik se s kandidati pogovori na 4 oči, da tisto, kar si ima zapovedati, tisto, kar gre po čustveni naravi najprej ven, gre ven v nekem zaprtem prostoru na 4 oči. Jaz sem predsednika Marka Balažica, z vsem dolžnim spoštovanjem do predsednika, čeprav sem povedal, ta stranka ima težavo, ker je njen predsednik lagal. Kdor je do zdaj lagal v izobrazbi v političnem prostoru, nihče ni preživel. Ni, to je nemogoče. Vi kot stranka ne morete preživeti, nič noče med z vami, če tega ne boste uredili, nič noče med z vami, ker nimate integritete. Ampak zdaj bom to rekel. Jaz sem ga prvič srečal na glavnem odboru. To je prva stvar. Sicer pa, kar ste vprašali, glede šolstva, glede vsega tega, te stvari me izjemno intrigirajo, me izjemno zanimajo. In če bom videl, da bom nekje lahko pripomogel, da bo ta zadeva ali pa da bo neke ideje, ki jih ima Slovenska ljudska stranka v svojih dokumentih, pa ne nujno živi, to sta dve različni zadevi, lahko bolj vidne, se bom k temu primerno vključil. Ampak kot rečeno, prvo je potrebno dokazati, da je to stranka z integriteto. To je prvi pogoj. Peter, lepo pozdravljeni, Horvat pri besedi. Glej, moram te eno reči. Tvoja politična pot, tvoja politična teža, ki si jo dobil kot nosilec liste za evropske volitve Slovenske ljudske stranke, je zelo dvignila, se pravi, tudi ljudsko stranko. In brez ljudske, brez mreže, Peter, ki jo imamo zelo veliko, verjetno imamo največjo mrežo. In to staro mrežo, Slovensko ljudsko stranko. Si pridobil ti ogromen kapital. Tudi mi, sama Slovenska ljudska stranka je dobila ogromen kapital na teh volitvah. Ne smemo si zatiskati oči ali pa misliti, da nismo dobili, da se nismo dvignili, precej smo se dvignili. Na tem bi mogli dalje naprej močno delati in pa seveda mi z tabo, ti z nami sodelovati. Jaz se samo, bi rekel, povabim, odloči se, pridi med nas, daj svoje vizije, poglede, nadaljni razvoj Slovenske ljudske stranke. Gospod Horvat, če smem sam beseda. Hvala za te besede. To so besede, ki sem jih sam pričakoval v uvodu, ko sem bil povabljen. Hvala lepa. Zaradi ljudi, kot ste vi, gospod Horvat, ima ta SLS upanje. Ampak samo zaradi ljudi, ki ste vi. Bojim pa se, tle bom pa malo kritičen, da ste v manjšini. Ali pa ste vsaj manjšini tisti, ki imate funkcijo in stupate povedati. Ampak hvala, gledajte, to je bil uvod, ki sem ga pričakoval k tej točki. Da se mi to pove, potem se stvari odprejo. Dobil sem pa, povej, kaj hočeš od nas, potem pa ali boš spoštoval pravila. Hvala, gospod Horvat, vi ste upanje Slovenske ljudske stranke in tisti ljudje, ki jih vi predstavljate. Hvala lepa. Hvala. Doktor Gregorčič, mi smo imeli sejo izvršilnega odbora 11.7. in tam sem jaz predlagal, da vi v stranki vodite resor za šolstvo. To pomeni, zdaj sem mogoče res malo narobe štartal, ampak mogoče sem malo občutljiv, kaj je bilo tako. Zdaj,
sem nazaj potegnil, se opravičujem recimo, Prijetno. ampak zdaj vi meni odgovorite, ste pripravljeni ta resor voditi recimo kot pretendent za ministra za recimo v vladi, ker potem Poglejte, zdaj najprej, potem bi z vami prišli naprej. Vi tam ta odbor, boste vi postavili svojo ekipo, zato sem pa jaz to rekel, sej boste vi imeli. Lejte, se prečujem, po vsem tem, kar je gospod Jelševar izrekel o meni, po vsem tem, kako ste vi nastopili danes do mene, da smo se mi po 3 mesecih dobili prvič, da ste me povabili in še to na podlagi sklepa Celjske regije, niti ne na vašo pobudo, ne, je nespodobno mene vprašati, da bom jaz kaj za vas naredil. Resno se opravičujem, gospod Peterman, nespodobno je to, kar naredite, pa še z vprašanjem, da ste me najprej vprašali. Tukaj sem povedal, boste mogli zdaj prespati, pa še enkrat me vprašati, se opravičujem, ampak na ta način bova težko komunicirala. Dobro. Hvala lepa. Prosim. Če smo izčrpali, lahko tale pogovor zaključili. Ste želeli še kaj? Ne, hvala lepa za povabilo in predvsem bi se zahvalil gospodu Horvatu. Zgledujte se po njem. Ok, lep večer oziroma če prvo še ni večer, lep dan še naprej. Hvala lepa, srečno. Adijo. Živimo.